Sežigalnica v Mariboru in Ljubljani, da ali ne? O tem so danes mnenja soočili nasprotniki in zagovorniki energetske, okoljske in zdravstvene stroke. Pred javnim posvetom pa aktivisti na okopih in v plinskih maskah. Medtem ko Evropa sežigalnice zapira, bi jih Slovenija gradila, so opozorili in poudarili, da se odločevalci igrajo z zdravjem prebivalcev. Manca, ti si posvet spremljala. Kakšni so bili argumenti za, kakšni so bili proti sežigalnici? Torej, zagovorniki so bili jasni, da ne želijo vplivati na okolje in zdravje, temveč postaviti objekt z najmodernejšo tehnologijo, s čim manj emisijami, pri postopkih pa, da bo lahko sodelovala tudi javnost. Med argumenti smo še slišali, da letno plačujemo za več tisoč tovornjakov, ki odpadke vozijo čez mejo, da v sežigalnici bi pristale zgolj smeti, ki jih ni možno reciklirati. Kot primer dobre prakse pa so izpostavili sežigalnico na Dunaju. No, na drugi strani pa aktivisti na okopih s posebno akcijo so opozorili, da občina kljub številnim utemeljenim protiargumentom ni predstavila nobenih analiz o vplivih na okolje in zdravje. In tudi zdravstvena stroka je v današnji razpravi znova opozorila, da se pri sežiganju odpadkov v zrak sproščajo toksične in rakotvorne snovi. Poglejmo. Odpadki so vseeno naša skrb in nekaj moramo narediti z našimi odpadki. In ko smo videli 2-3 leta nazaj, v bistvu meje se absolutno zapirajo in ko niso imeli možnosti izvoza odpadkov v tujino, so po celi Sloveniji planili požar in cela Slovenija gorela. Sežiganje odpadkov sprošča v okolje res veliko toksičnih snovi. To so toksični elementi, ki so rakotvorni, so tudi kancerogeni, tudi teratogeni, se pravi vplivajo na plod, na nosečnice.